Spoštovani gledalke in gledalci, v naši današnji oddaji Agri Next Gen je z nami Peter Pribožič, vodja svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Govorili pa bomo o halozah. Peter Pribožič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najne izhodišča so haloze kot konkreten primer hribovskega oziroma gričevnatega kmetovanja v oteženih razmerah. Zakaj so ukrepi skupne kmetijske politike za takšna področja zelo pomembni? Recimo podpora vzdržnim dohodkom za odpornost kmetij, ohranjanje biotske raznovrstnosti habitatov krajine, lokalni razvoj podeželja. Potem pa se bova dotaknila tudi intervencije, kot so plačila za naravne in druge omejitve, KOPOP, biotska raznovrstnost in krajina, vinogradniške ukrepe, skupna kmetijska politika, kje so relevantne, in kmetijsko svetovanje ter seveda tudi prenos znanja. Haloze so območje gorskega oziroma hribovskega kmetovanja. In ko govorimo o halozah, kakšno kmetijstvo imamo pred očmi, katere dejavnosti, tipi kmetij in krajinske značilnosti najbolj zaznamujejo to območje? Ja, haloze so naš del ob hrvaški meji, praktično od Poljčan, pa govorimo do Zavrča. Seveda sta dva tipa halos. Zahodni del je veliko bolj gozdnat in predvsej živinorejsko kmetijsko obarvan. Vzhodni del pa je predvsej vinogradniški. Tudi tu so najboljše lege za vinograde, tudi če zgodovinsko, če gledamo. To je bilo vinogradov tudi že pred 100 leti veliko več, kot jih je danes, pa urejenih vinogradov. Poprečna velikost kmetij v halozah je seveda daleč pod povprečjem Slovenije, 4,6 hektara. Po podatkih je nekje okrog 1800 kmetijskih gospodarstv bilo, bojim se, da jih je danes že kar nekaj manj po popisu. In pa seveda težji pridelovalni pogoji pridelave. Zdaj, kot ste omenili, to območje je težavno za obdelavo, predvsem zaradi močnih strmin. To so strmine 35–50% nagib in Haložani so o tem problemu zelo opozarjali tudi kmetijsko politiko, ker niso bili uvrščeni v hribovska območja. Posledično seveda tudi so bili ukrepi tu manj prilagojeni zahtevam haloz ali pa tega območja. Tako da to se je sicer spremenilo. Je pa res, da so tu manjše kmetije, ekonomsko niso močne. In seveda je treba z ukrepi kmetijske politike toliko iti proti, da ohranimo to območje živo. Haloze so dober primer območja, kjer hektar ni enak hektarju v navednicah, torej kjer je kmetovanje, sami ste že izpostavili, bistveno zahtevnejše kot na ravninskih območjih. Seveda, to je v halozah osnovni problem. Zdaj, če bi rekel za zahodni del haloz, tu so kmetije tradicionalno živinorejske, tudi še imamo kar dobre kmetije. So kombinirale tudi prihodek z gozdnimi površinami, tudi prodajo lesa, da so se nekako dopolnjevale. Je pa res, da zdaj v konkurenci z ravninskimi kmeti, ko veliko večje hektarske pridelke pridelajo, tudi več energetske krme, v halozah je potrebno to voluminozno krmo dobro izkoristiti, pa seveda dokupiti tisto manjkajoče, da ohranimo. Smo pa mi skozi te, bom rekel, kar zadnjih 20 let na tem območju kar iskali rešitve. Tu se je izvajal tudi pomemben projekt LIFE, ki je opozoril na habitate. To so značilne te naravne orhideje na teh suhih traviščih. In
Po tem live projektu, ki smo ga izvajali na območju Haloz, zraven so bili še Kum v Zasavju, pa potem Gorjanci, smo pač iskali, kako za ta suha travišča najti tudi primerne ukrepe, ki so, moram reči, da lansko leto končno tudi v kmetijski politiki dobili zeleno luč. Gre za ukrep BK15, se pravi za kmetijo, ki se vključi s površinami. In trenutno za 2026 lahko rečem, da je 100 hektarov teh travišč vstopilo v ta ukrep, da ohranjajo tudi ta habitatni tip orhidej. Katere naravne in strukturne omejitve, nekaj sva že omenila, so v Halozah najbolj izrazite? Strmi nakloni sva povedala, razdrobljenost parcel, težja dostopnost, erozija, plazovitost ali manjša možnost uporabe mehanizacije ali pa ponekod celo kombinacija vsega naštetega? Zdaj tako je, zelo dobro ste omenili, priča smo v zadnjih letih tudi res večjemu plazenju površin. Ravno zdaj pred kratkim smo v občini Žetale imeli naliv 117 litrov vode, je padlo v kratkem času, uro pa pol, in veliko plazov se odprlo tudi na kmetijskih površinah, ne samo na infrastrukturi. Seveda, Haloze pa te kmetije potrebujejo specializirano mehanizacijo. Delo na teh strminah seveda z recimo košnjo travnikov rabimo res hribovske stroje, ki obvladajo to površino, pa tudi olajšajo delo. Ročne košnje več ni, tudi ljudi ni. Seveda tudi moram povedati, ta strukturna sprememba je gotovo ta, da se število prebivalcev skozi leta zmanjšuje v Halozah. Tudi zdaj opažamo na tem vinorodnem delu Haloz, kjer je bilo tradicionalno tudi v preteklih desetletjih več vinogradnikov, teh manjših, ki so imeli to kot vikende, pa dodatno skrbeli za te vinograde. Tudi tega se kar nekaj zmanjšuje. Res pa je, da se pa pojavljajo zdaj mladi vinogradniki, ki pišejo novo zgodbo. Dobri vinogradniki sodelujejo tudi z vinarsko zadrugo, so ustanovili, tako da iščejo rešitve tudi za to. Kako se te omejitve, ki jih predstavljajo kmetije, rekla sva hribovske, poznajo v vsakdanjem delu kmeta? Pri košnji ste že povedali, da rabite pri mehanizaciji, kot jih rabijo hribovske kmetije, obdelavi vinogradov, ker ste vinorodna pokrajina, spravilu krme, vzdrževanju travnikov in dostopu do parcel. Če so zdaj te cestne povezave v te male občine vseeno poskrbele za to, da so ceste se uredile. Seveda pa kmetija rabi te dostope do svojih, to so pa te poljske poti, ki jih je treba urediti, utrditi tudi za te stroje, ki so potem uporabljeni tako v vinogradih kot travniki in spravilo. Seveda te kmetije morajo tudi iskati rešitve v tem, da to, kar pridelajo, da bi lahko tudi drugače prodali. Razvoj teh dopolnilnih dejavnosti, imamo nekaj kmetij, ki grejo v predelavo mleka, v predelavo mesa, to ponuditi, tudi zaokrožiti lokalno, v sodelovanju tudi mogoče z vinogradniki se zdaj tudi posamezni primeri recimo povezujejo, da to, kar pridelajo, tudi na drugačen način tržijo. V okviru tega projekta Life smo tudi razvijali v smeri, da bi bila blagovna znamka haloških dobrot, ki jih te prebivalci znajo narediti. Kot sem pa rekel, je pa seveda ima pa ta pokrajina svoje prednosti, ker so to, pravijo, da v evropskem prostoru je to med 5% najboljših leg za vinograde, recimo vzhodni del Haloz, tudi zaradi tega mineralnega sestava tal. To so lapornata tla, ki jih trta seveda pretvori potem v zelo kvalitetno grozdje.
in pa če si še dober kletar, potem narediš lahko zelo vrhunsko kvalitetno vino. Pa sva pri strateškem načrtu skupne kmetijske politike Evropske unije, pri cilju SO1, ki govori o podpori vzdržnim dohodkom in odpornosti kmetij. Sami ste rekli, da je eno izmed najboljših, če ne najboljša lega v Evropi. Zakaj so kmetije v Halozah pri dohodku in odpornosti bolj ranljive kot kmetije na ugodnejših področjih? Ja, seveda moramo tudi vedeti to, da so pridelki, količina tako pridelane trave na teh travniških površinah, kot tudi vinogradih na hektar nižje. Tudi manj trt se lahko posadi zaradi tega na teh površinah. Sploh v Halozah v času, ko je kmetijski kombinat obdeloval površine, se je precej teras naredilo. Vemo, da terase tudi hektarsko pomenijo manj trt na hektar površine. Tako da seveda ukrepi morajo biti naravnani v to, da so za kmetijo res pomemben vir prihodka, ki nekako potem nudi možnost, da ekonomsko ta kmetija ostane in da se s to dejavnostjo še ukvarja. Gotovo pa gre v smeri, da pač moraš biti po obsegu površin večji, z večjo količino, da si potem tudi na trgu bolj učinkovit. Tako da, kot sem že omenil, vse vinogradniki, posamezniki zdaj v tej smeri razvijajo, tudi so gospodarstva za 14 hektarji vinograda, tudi 30 hektarji. To so močna gospodarstva. Živinorejsko pa bi rekel, da se tu predvsej živali redi za tudi določene pašnike se obnavlja, da se prilagodi proizvodnja, tako zvane krave dojilje, ki dajo teleta in potem na tej volumnozni krmi tudi lahko kmetija temelji svojo proizvodnjo. Ena ključnih intervencij za območja z omejenimi dejavniki je IRP 01 oziroma intervencija plačila za naravne in druge omejitve. Kako bi gledalkam in gledalcem čisto preprosto razložili, zakaj je ta ukrep pomemben za Haloze? Ja, eno je ta del, da želimo ohraniti te naravne danosti, seveda pa mora kmetija pa ekonomsko preživeti in eno z drugim gre. Je pa res, da moramo tako čisto pošteno povedati, skozi stoletja so tu kmetje gospodarili na teh površinah in tudi zaradi kmetij se je to ohranilo. Ko se zemljišče zarašča, potem izgubimo tudi te naravne habitate. Tudi v tem projektu LIFE smo na to opozorili, da eno je intenzivno kmetijstvo, je nevarno naravnim značilnostim, na drugi strani pa še bolj na teh območjih opuščanje in zaraščanje kmetijskih zemljišč. Je prav razumeti, da intervencija IRP 01 ni subvencija brez razloga, ampak tudi delno nadomestilo za višje stroške, več dela in nižje proizvodne možnosti na območjih, kot so Haloze? Absolutno se strinjam s tem in tudi v tej smeri mi opozarjamo skozi kmetijsko politiko, da do takih območij je potrebno prilagoditi ukrepe in da jih potem tudi ljudje sprejmejo, da se vključijo. Zdaj je dobro, za kakšne manjše površine so čisti entuzijasti, ki živijo tukaj, ne živijo od kmetijstva, ampak skrbijo pa za obdelanost hektar, 2 površine. Ti se mogoče celo lažje prilagodijo, kot pa ena kmetija, ki ima močno živinorejsko proizvodnjo. Pa tudi to smo opozorili, da je lahko kmetija intenzivna živinorejska, ima tudi površine na ravninskem delu, ampak hkrati pa lahko skrbi za nekaj hektarov teh površin, ki bi se zarasle, pa jih obdeluje in jih izkoristi tudi za volumnozno krmo.
Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo z delom kmetijskih površin v Halozah, če takšnih podpor za območja z naravnimi omejitvami ne bi bilo? Rekli ste, da je že zdaj poseljenost manjša. Kaj bi to pomenilo še v prihodnje? Ja, gotovo zmanjševanje števila ljudi, ki živi tukaj, pa nepovratno zaraščanje, ne? Ker površine, kjer prevladuje zdaj, ker preraste praktično že v gozdno površino, ne? S tem smo izgubili. So pa na teh suhih traviščih, nagnjenih terenih dejansko tako pestri travniki, ki jih lahko z dvojno rabo, mogoče tudi s travniškimi sadovnjaki. Mi smo v tem projektu tudi takrat zasadili ali pa zagotovili lastnikom zemljišč, da so lahko posadili 3200 visokodebelnih sadik, da jih in tudi z tega, ne, tej predelave sadja, mogoče pride tudi dodatni vir prihodka na teh kmetijah. Cilj SO6 v strateškem načrtu skupne kmetijske politike govori o ohranjanju biotske raznovrstnosti, habitatov in krajine. Kako se ta cilj konkretno kaže v Halozah? Ja, rekel bi to, da te značilnosti, ki so tako na zahodnem delu Haloz kot vzhodnem, se v obeh tipih kmetovanja, ne, vgrajuje. In vinogradniki po svoje to lahko v kvaliteti vina potem, bom rekel, izrazijo, ne. Na zahodnem delu pa živinorejci gotovo. Zakaj sta redna košnja, malce ste že nakazali, in paša na strmih travnikih v Halozah pomembni ne samo za kmetijo, ampak tudi za preprečevanje zaraščanja in ohranjanja značilne kulture krajine? Ja, ta organska masa, ki na teh površinah zraste, je zelo pomembno, da jo tudi živali izkoristijo, ne. Mi imamo primere, ko se naravovarstvo loti neke ohranitve, pa nekdo mora to krmo pospraviti. In zdaj, če ni živali, potem je to samo strošek spravila, ne. Če pa iz te krme naredimo tudi meso, mleko, pa smo dosegli večji učinek. Če pa smo še to predelali v končne produkte, je pa tudi dodana vrednost. Gotovo se bi površine opustile in zarasle, če ne bi bilo živali in pa tistega, ki bo to pokosil. Ja. Kako se ukrepi KOPOP, zlasti IRP 1803, biotska raznovrstnost in krajina, dopolnjujejo z OMD plačili pri ohranjanju travišč, mejic, sadovnjakov, vinogradniških leg in mozaične podobe Haloz? Ja, tu moram reči, da je k osnovnim plačilom na hektar to dodaten vir prihodka. Predvsem pa cilja tudi na to, da prilagodimo pridelavo tem zahtevam naravovarstva in kmetije na ta način tudi, bom rekel, koristijo možnost, ki je dana, ne. Seveda se pa kmetije v teh ukrepih je tudi nekaj birokracije potrebne, ne, od vodenja vseh dokumentov, evidenc in obveznosti držanja tudi nekih datumov. Datumi so sploh problematični, ko govorimo o vremenskih pogojih, ne. Vse ne moreš narediti v nekem času, če je takrat slabo vreme, ne. Trenutno smo recimo pri košnji mokrih travnikov, ki bi morali biti pokošeni do 16. junija, prosili za podaljšanje, ker je bilo nemogoče zdaj lepo okositi, ne. Tako da včasih je tudi nekaj zdrave kmečke pameti, da greš na travnik ali pa na njivo takrat, ko je primerna vlažnost, da ne narediš več škode kot koristi. Haloze so močno povezane, to sva poudarila že večkrat, z vinogradništvom. Kaj pomeni obdelovati vinograd na strmih in razdrobljenih legah, ter kako lahko ukrepi skupne kmetijske politike pomagajo pri ohranjanju takšne pridelave?
Ja, bom povedal primer vinarska zadruga, ki so jo ustanovili vinogradniki iz Haloz, je preko tudi LEADER programa kupila polnilno linijo za flaširanje vina. In tudi to je bil denar iz ukrepov kmetijske politike praktično, LEADER program. Ampak sedaj ti vinogradniki imajo infrastrukturo, ki jim omogoča, da je to vino tako pripravljeno, da je za trg, bom rekel, pripravljeno za trg, ne, v tem smislu pa, da ni rabo vsak vinogradnik kupovati neke opreme, ker so jo lahko skupaj kupili. In vinogradništvo, haloško vinogradništvo je dejansko zdaj tisti tip vinogradništva, ki je bil včasih, da si odpeljal grozdje v vinsko klet na Ptuj, pa si v bistvu na tem hektaru pridelal to grozdje, od tega ne moreš živeti, ne. Nekako naravno te sili, da si vinogradnik, ki greš do konca, ne, da greš do končnega produkta, preko dodane vrednosti potem tudi dobiš dodatna finančna sredstva, seveda pa moraš biti kvaliteten na trgu. Vsak, ki se pojavlja s tako izdelkom iz mesa, mleka, sadja, grozdja, vina, skratka mora biti kvalitetna, ne. Kakšna je vloga Kmetijsko-gozdarske zadruge Ptuj pri tem, da kmetje v Halozah razumejo, kateri ukrepi skupne kmetijske politike so zanje primerni, od IRP 01 in KOPOP do vinogradniških ukrepov, investicij, ekoshem in podpor za mlade? Ja, naša svetovalna služba, pa strokovne službe, tudi Mariborskega zavoda, moram reči, da sodelujemo, to smo specialisti, ki prenašajo znanje konkretno na kmetije. To se mi zdi zelo pomembno, da potem tudi, da se vse te ukrepe, ki se pripravljajo strani kmetijske politike, dobro predstavi kmetijam, da se pove prednosti, slabosti, pa tudi obveznosti, ne, da so dobro seznanjeni. Kot sem pa že prej omenil, ne, imamo letos kar malo večji odziv pri habitatih suhih travišč, ampak je bilo pa potrebno veliko animacijskega dela, da to informiraš ljudi o vsebini. In seveda, samo to je pot, ne. Zgledi pa vlečejo, seveda dobra kmetija na nekem območju potem tudi da zgled ostalim in se tako tudi znanje prenaša, ne. Strateški načrt poudarja tudi AKIS, sistem znanja, inovacij in svetovanja. Zakaj je pri hribovskih območjih, kot so Haloze, individualno svetovanje še posebej pomembno? Glede na raznolikost to lahko nekako tako razumemo. Ja, gotovo, ne. Zdaj, nekaj je čistih kmetij, veliko je teh mešanih kmetij, ki so tudi v službah, ki jo treba prilagoditi tudi samo proizvodno tem. Res je tudi, da službe danes niso več take, kot so včasih bile, ne, da tudi svoje zahteva. Ampak v Halozah, bom rekel, rabimo res v smeri, da se postavljajo dobri modeli kmetij, ne. In te pa rabijo informacije preko AKIS-a tudi, ne, od fakultet, inštitutov, da to znanje preko svetovalne službe pride do kmetij. No, konkretno mi z Zavodom za varstvo narave zelo dobro sodelujemo pri izvajanju projektov. Zdaj trenutno tudi smo v tem IP Life projektu, ki se dela strateški načrt za območje Nature 2000, tudi program upravljanja Nature 2000. Je pa pomembno, da smo skupaj, ne, kmetijci, naravovarstveniki in kmetje, in da skupaj iščemo rešitve, to, kar bo kmetija sprejela in potem tudi na svojih površinah izvajala. Tako počasi zaokrožujeva, če pogledamo cilj SO8, lokalni razvoj podeželja, zakaj je ohranitev aktivnih kmetij v Halozah pomembna? Tudi za poseljenost, turizem, lokalno hrano, društveno življenje in ne nazadnje identiteto območja.
Absolutno. Haloze so po svoje tudi zelo atraktivna pokrajina, ne? Zelo lepa pokrajina. Seveda mora biti obdelana, morajo biti poti urejene. Želimo si pa, da bi bilo čim več te lokalne ponudbe, da vsi ti, ki prihajajo v Haloze, pač zaužijejo to, kar tam pridelamo, predelamo pa ponudimo. In strateško se mi zdi, da lahko to območje res preko turizma, preko dodatne ponudbe to vnovči, ne. Seveda pa rabimo podjetne ljudi, ki bodo ta način pridelave in ponudbe razvijali. Nekako pa tudi pripeljati turiste v Sloveniji v vzhodni del države, ne. V Slovenijo prihaja ogromno turistov. Preveč je usmerjeno smer morja, smer Gorenjske, na Štajersko, Prekmurje se pa pozablja, ne. In tudi ta organizacijski del turističnega dela, turističnih delavcev bi moral biti bolj usmerjen v to, da privabimo turiste v ta konec Slovenije. Peter Pribošič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarski zadrugi Ptuj. Kaj bi sporočili gledalkam in gledalcem, ki morda ne poznajo realnosti kmetovanja v Halozah? Zakaj je pomembno, da kot družba podpiramo kmete, ki vztrajajo na teh zahtevnih območjih? Ja, eno je povabilo, da te kraje obiščemo, ne. Se bodisi z avtom pripeljemo, tudi s kolesom po Halozah je lepo, ali pa peš sprehod, rečemo od Janža do Gorce ali pa Zavrč, smer Cirkulane. Grad Borl je tako znamenita točka na tem območju. Skratka, pa tudi ti ponudniki, ki so zdaj se razvili v konkretne možnosti zaužitja tega, kar tam zraste, se mi zdi, da je vabljivo priti v Haloze, to spoznati. So pa to zelo, bom rekel, gostoljubni ljudje v Halozah vedno bili in so in tudi bodo, ker le na ta način, ko se človek dobro počuti v tem okolju, se potem rad tudi vrača. In treba jih je podpreti, kajti s tem krepimo tudi kulturo krajine in da ostane tako, kot je. Peter Pribošič, najlepša hvala. Hvala tudi vam pa za priložnost, da smo malo spregovorili na to temo. Spoštovani gledalke in gledalci, v naši družbi oddaji AgriNext Gen je bil Peter Pribošič, vodja za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarski zadrugi Ptuj.